Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate oddajo Moja zgodba. Spet je pred nami nova oddaja v sklopu o mučencih, žrtvah totalitarizmov 20. stoletja. V našem studiu danes pozdravljam zgodovinarja, klasičnega filologa, teologa, publicista in profesorja dr. Aleša Mavra, ki nam bo pomagal spoznati salizijanskega bogoslovca Bernarda Štuheca, ki je ena od teh žrtev totalitarizmov 20. stoletja. Najprej dober večer. Dober večer. Zakaj si Bernard Štuhec zasluži čast oltarja? Ja, to je verjetno pri vseh mučencih, o katerih govorimo, temeljno vprašanje. Pri Bernardu Štuhecu gre tako kot pri številnih drugih z tega seznama, o katerem govorimo v naših oddajah, za izredno, vsaj kot ga lahko iz virov prepoznamo, izredno svetav lik pobožnega mladeniča, ki ga pa je v svoje žrelo potegnila zgodovina in je postal žrtev nasilnega totalitarizma, tudi malo po spletu okoliščin, in je pravzaprav šel, kot lahko ugotovimo, nedolžen v smrt. Greva k njegovi družini, in sicer se je rodil leta 1920 v župniji Sveti Jurij ob Ščavnici. Nekje smo zasledili, da so to Kupetinci, nekje Kupertinci. Tako. Za kateri kraj gre? No, vsaj kot sem jaz ugotovil, so to Kupetinci. Je pa res, da se v delu literature pojavlja tudi varianta z R-jem. Tako je, torej bil je doma iz Svetega Jurija ob Ščavnici, kraja, ki se ga drži naziv slovenske Atene, saj je od tam ali pa iz bližnje okolice išlo veliko število pomembnih osebnosti, zlasti na kulturnem pa tudi na cerkvenem področju. Tukaj je dovolj omeniti 3 figure z cerkvenega področja, bolj torej politika in duhovnika Antona Korošca, potem mariborskega dolgoletnega pomožnega in potem naslovnega škofa dr. Vekoslava Grmiča in pa seveda Edvarda Kozbeka, ki so bili vsi farani te župnije Sveti Jurij ob Ščavnici. In tukaj se že nakazuje ta tragična razsežnost Štuhečeve biografije. Kajti doslej sva v teh oddajah govorila že o 2 drugih mučencih, ki sta delovala na Štajerskem ali na Koroškem, Mateju Krofu in Ignaciju Nadrahu. Pri Mateju Krofu je šlo za to, da je dal skozi vse tisto, kar so dali skozi lavantinski duhovniki, se pravi, ob okupaciji je bil izgnan. Zato bi človek pričakoval, da mu bo povojna oblast to štela nekako v dobro, pa je potem bil vseeno v osvobojeni domovini pod narekovaji ubit. Ignacij Nadrah je bil Dolenjec, ki je najprej deloval med Primorci in potem se znašel na Štajerskem, pa bi človek mislil, da je bilo nevarnejše obdobje njegovega življenja tisto, ki ga je med vojno preživel spet na rodnem Dolenjskem. Od tam je prišel živ in potem pretrpel mučeniško smrt spet na Štajerskem v puščavi. Že dolgo po koncu vojne. Tako je, tudi to. No, Bernard Štuhec je bil pa spet